najprej iskrene čestitke za čudovito predstavo. Bili smo priča uprizoritve zgodbe, ki je temačna, žalostna, a vi ste jo začinili s polno humorja. Kakšni so vaši občutki ob vsem tem? Ja, hvala Bogu je Charlie Chaplin že naredil eno tako predlogo, da se je to dalo. Ne? Mi smo seveda se potrudili, da nismo sledili filmu, smo pa sledili zgodbi iz filma. Torej smo probali narediti neke svoje situacije, mičkeno celo smo se zgledovali po današnjem svetu, ki je v bistvu zelo blizu tega, kar se je dogajalo v tej predstavi. Ne? Obdržali pa smo nekaj znamenitih prizorov, zaradi tega, ker so to neko sidro, neko vezivo, ki tudi ljudi, ki so večina ta film videli, ne? Da imajo neko občutek, da se vendarle nahajajo v tej isti zgodbi, kot so jo gledali iz filma, čeprav ni čisto isto. No? Torej smo se zelo trudili, da ne bi bili posnemali, ampak da smo naredili svojo predstavo, ki pa sledi tudi Chaplinu. Ja. Kaj je po vašem trenutnem življenju lažje, obuti čevlje velikega diktatorja ali slediti? Veš kaj, velik diktator v bistvu ni nič posebnega, če ga razgališ v njegovi intimi. Ne? V bistvu smo vsi ljudje popolnoma enaki. Samo moč pred drugimi nas dela lahko velike. Ne? Da v bistvu se tu nismo pripravili. Pravzaprav smo ravno nasprotno potegnili, probali, potrudili smo se, no vsaj jaz se trudil potegniti neke intimne stvari, ki so v bistvu, ki ga naredijo duhovitega. Tu se duhovitost človeka dogaja, da ima neke probleme, da se nosi kavico zraven, ker je Italijan in tako naprej. Na teh stvari smo gradili, tako kot seveda Jure, ima milijardo teh asociacij, ne, ker je imel seveda res veliko delo in naredil res veliko delo, moram ga res pohvaliti, res. Ampak vse skupaj nam je nekako uspelo, vendar ljudem zgleda pričarati ta nek svet, no, Chaplinov. Ja, kaj pa ta vaša zgodba ponuja oziroma kakšno sporočilo prinaša temu novemu svetu? Ja, da je pravzaprav absurd in neumnost, kakršnokoli kreganje in kosanje za svet, ne? Da svet sam po sebi tako ali tako je nekaj, kar pripada vsem ljudem in če si nekdo odloči, da si ga bo lastil, se začnejo dogajati tragedije, tako kot se tudi v tej naši predstavi, vendarle na en tak distanco, z enim sarkazmom, z eno ironijo, ne? Ampak pravzaprav se pa to še tako dogaja. No? Občinstvo je bilo navdušeno na predstavo, z velikim aplavzom so vas nagradili. Ste zadovoljni? Ja, pravzaprav sem zelo srečni. Veš, če se toliko časa trudiš, ker je bilo res ogromno dela. Pravzaprav, ko gledaš, se ti zdi vse skupaj enostavno, ampak priti do tega je pa bilo precej zakomplicirano. Ne? Ker ti misliš, da v bistvu sam nekaj, če me tako delaš, da to ni smešno. Moraš točno vedeti, kak narediš, kakšen obraz narediš, kakšen gib narediš, kam pogledaš, kdaj ljudi pogledaš, pa gledaš. To je vse točno določeno in preden to skužiš, je precej veliko, pravzaprav se kar namučiš. Ne? In tokrat se mi zdi, da je gib poveda več kot sama beseda. Ja, vse to je bil pa namen potem, ker v bistvu je gib zelo izrazen in če ga znaš dobro narediti, pove več kot beseda. Odlično, se zahvaljujem za vaš čas. Hvala lepa. Hvala.